lepih stvarih pa še v nadaljevanju. In kaj lepšega kot to, da tako lepo skrbijo za naše najmlajše in to že 70 let, Zveza prijateljev mladine, Sara Irman Kolar, Božo Ravšl, dobro jutro. Dobro jutro. Lepo pozdravljen. Dobro jutro. Smo rekli, Sara je prišla, pa Božička je sabo pripeljala, oziroma Dedka Mraza. O tem bomo v nadaljevanju, ampak Božo ima taki glas, pravi Božičkov glas. Tak, kot mora biti. Evo ga! Konec konca ima Božo za Božič tudi god. No evo! Vse rešeno. Drugače pa, kak je leto 2024, ki se izteka za Zvezo prijateljev mladine, kak ste zadovoljni? Tak, če malo tako začnemo. Leto 2024 je dobro leto, je bilo dobro leto. Če rečemo, da je poletje že daleč, to drži, ampak za nas je že blizu novo poletje, se pravi, pripravljamo se za naslednje leto. Nikoli se za nas pravzaprav aktivnosti vezane na počitnice ne končajo. Čeprav je zdaj pred nami veseli december, tudi zdaj se pripravljamo na počitnice, vsaj za nekatere, oziroma za tiste, ki si to najbolj, za tiste, kateri to najbolj potrebujejo, pripravljamo počitnice. In seveda tu smo priskočili na pomoč z darovanjem z SMS-om Toti 5 ali Toti 10 na 1919. Vsa zbrana sredstva gredo ravno za ta projekt, pa morda par besed več o tem projektu, zimovanju. ZPM organizira že vrsto let, če le zmoremo, oziroma v pomoči donatorjev, dobrovoljnih, kot je tudi naš radio, zbira sredstva, da lahko pošljemo na zimovanje oziroma v obdobje božičnih počitnic vsaj 50 otrok, da se spočijajo, da si naberejo novih moči, da konec koncev kaj lepega doživijo, da spoznajo nove prijatelje, da spoznajo, kaj se dogaja v okolici Maribora, kaj ti popeljemo jih na takšen ali drugačen izlet in pa seveda tudi, da jih obdarimo. No, absolutno in da recimo vsaj za ta en teden na domu Miloša Zidanška zgoraj pač morda pozabijo oziroma doživijo ta praznik oziroma te praznike, kot bi jih morali vsako leto in vedno in vsi. Zidanškov dom je prijazen dom. Zidanškov dom je dom, ki je namenjen otrokom in Zidanškov dom pričakuje z velikim veseljem te otroke. Morda Sara besedo ali dve pove, kako otroci doživljajo počitnice, kajti Sara je ena od naših prostovoljk vrsto let, že med drugim je bila tudi vodja letovanj. In sve je tu zelo simpatična, tako da povedci hočejo videti, se razumem, pri taki tovarišici. Tako kot je že gospod Božo povedal, počitnice so res nek čas, ki ga otroci preživljajo, da se malo sprostijo, malo pozabijo na takšne in drugačne težave, tegobe, ki jih doma pestijo. Mi se trudimo, da jim na vse možne načine omogočimo res neke lepa doživetja, ki pa v bistvu izpolnijo neka pričakovanja tudi nas vzgojiteljev oziroma prostovoljcev, napolnijo tudi naše srca in vzajemno nekako si dajemo to energijo in zagon za nove projekte. Jaz vas občudujem, jaz bi verjetno v tistem momentu vse prodal, pa samo dal, pa se vem, da je globalno oziroma v principu se tak ne reši temeljni problem, ampak jaz vas res občudujem, da lahko potem na tak način delate, če veste, kakšna je zgodba od zadaj pri teh otrocih, ki pridejo k vam zimovati. Ja, ne smemo se slepiti, moramo realno gledati na svet in na stvari, ki so in probati po svojih močeh priskočiti na pomoč in tem otrokom omogočiti lepo. Še enkrat klobuk dol vsem vzgojiteljem in Zvezi prijateljev mladine in verjamemo, da bomo skupaj omogočili še večjemu številu otrok iz socialno ogroženih okolij, da doživijo Božič, kot se spodobi v tem zimovanju Zvezo prijateljev mladine na Pohorju. Še enkrat Toti 5 in Toti 10 na 1919 v SMS-u skozi ves december oziroma do Božiča, če le lahko. Ampak seveda to zimovanje ni edino, kar v decembru pripravljajo pri Zvezi prijateljev mladine. Kdaj pride Dedek Mraz, kje vse bo in ostale aktivnosti, takoj po tem hudem hitu. 15 minut čez 8, še vedno sta z nami v tem studiu in smo veseli Zveze prijateljev mladine, Sara Irman Kolar in Božidar Ravšl. Dobro jutro še enkrat.
Čau. Dobro jutro. Dobro jutro. Torej, smo povedali, za koga darujemo oziroma zbiramo letos darovana sredstva, torej za zimovanje Zvezo prijateljev mladine na Pohorju za otroke iz socialno ogroženih okolij, toti 5 ali toti 10 v SMS-u na 1919. Ampak, če rečemo, oziroma če se malo še k ostalemu dogajanju v decembru obrnemo, Dedek Mraz še malo pa bo tu. Ja, res je, Dedek Mraz že kuka iz svoje koče, si je že odčedil svoj plašč in nestrpno pričakuje svoj prihod. V soboto 7. decembra se bo s Pohorja spustil ob 5. popoldne. Ok, spet z sedežnico. Sedežnico zapela bo Romana Kranjčan, verjamemo, da bo nekaj 100 ali pa več kot 1000 glasov prepevalo za njo skupaj. To je vsako leto. Romano poznamo, Romana je mnogi starši, ki bodo pripeljali otroke, so z njo prepevali nekoč kot otroci in tako bo spet letos. To sta dva imenitna lika, ki se bosta letos povezala, oba dva s tradicijo, oba dva z odličnim odnosom do otrok in komaj čakamo, da se vse skupaj začne. Torej, to soboto ob 5. ne pozabiti izteko Snežnega stadiona, ne? Pride Dedek Mraz, imel bo zraven živalice tudi. Absolutno. Je plat za kako oranžno zverje iz Pohorja. Sovico. Ni. Sove še, Da bi nima bo lahko jegra dali zraven, ne? Ja, ne bi bilo lepo, da bi tvoja pija doli čakala, pa bi rekla, to pa moj ati, gled zraven Dedka Mraza, ne? Ja, Okay, če bi tako bilo, bi bilo ok, ne bi jaz bil neka oranžna žival, tako Lisjaček. si ti hotel to prodati. Ampak, izvoli. Sicer pa potem Dedek Mraz kroži po vseh mestnih četrteh, ne? Ja, absolutno. Celi december. Za tiste, ki ga mogoče izpustite na Pohorju, vseeno vas bo obiskal in vam prišel naproti po mestnih četrteh. Imamo 6 sprevodov, tako da sigurno ga nekje ujamete in zasledite. In če gremo po njegovem razporedu, v sredo 11. decembra o 5. Kamnica in Koroška vrata, to sta seveda mestni četrti, potem četrtek gre kam, smo rekli? Četrtek gre po Limbušu, Pekrah in Radvanjah. O 5. tudi, ne? Tako. Potem v petek 13. Studenci in Nova vas. Pol ima malo pauze, ker je seveda vseeno dedek in gre spet v akcijo. Torek 17. decembra. Tam ga boste videli na Brezju in Poteznem. Evo, k tebi pride Ana. Seveda, na Tezno. vedno pride k meni na In Tezno. pa v sredo 18. decembra bomo ga videli o 5. Na Pobrežju in pa Malečniku. In na to še dan kasneje, v četrtek 19. Razvanje, Tabor in Magdalena. Okay. In zaključi pa vse skupaj Dedek Mraz v petek 27. decembra. Ne? To imate tudi eno posebno zgodbo. Dedek Mraz se mora posloviti. Dedek Mraz sicer prihaja v domove še do 31. do zadnjega, ampak ker ima toliko obveznosti v decembru, mora nekako javnosti tudi pomahati. Zato nekako zadnje dni, vsekakor to po Božiču opravimo na ta način, da se popeljemo po Mariboru, da zapojemo eno skupaj z Dedkom Mrazom na centralnih prizoriščih. No, tako bo tudi letos na trgu Leona Štukla bo Dedek Mraz pomahal Mariborčanom in se namenil v njihove domove. Super. Tako da še zadnjič takrat 27. zapojemo, Jože prišel je med nas. Ja. Okay, tako da če na kratko povzamemo, pride 7. decembra o 5. Snežni stadion pod Pohorjem. Ne smete manjkati, če imate otroke, tam bo Romana Kranjčan, morate priti zraven, ali pa kar tak, tudi odrasli, ne? Zakaj pa ne, da podoživimo to praznično decembrsko pač vzdušje, oziroma kot smo ga nekoč mi. Pa da ne pozabimo, v počitnicah, se pravi v času po Božiču, pa tam do novega leta, na Razlagovi 16 v Domu ustvarjalnosti mladih, vsak dan delavnice za tiste, kateri starši delajo ali pa preprosti starši bi želeli, da si privoščijo 2 dni počitnic, še morda za nami, vabljeni na Razlagovo 16 v Domu ustvarjalnosti mladih, sicer pa tudi vsak popoldan do konca decembra.
Super. Imate res vrhunsko, vse informacije najdete na spletni strani Zveze prijateljev mladine. Pa tudi na naši spletni strani. Tako, vse skozi skrbimo za to, da informacija pride in da imajo največ od tega ti, ki si to najbolj zaslužijo, in to so naši otroci. Tako da, Sara... Ne pozabimo, hvala Totemu radio. Hvala lepa, z veseljem, hvala. radi pomagamo. Sara in Božidar, prenesita še enkrat zahvalo od vseh nas, celotni ekipi, da tako lepo skrbite za naše otroke, tudi in pa predvsem za tiste iz socialno ogroženih okolij, in pa ne nazadnje za vse otroke, ki so v stiski z svojim telefonom, ki ga imate tudi, ne, za otroke v stiski. In nasplošno Zveza prijateljev mladine še enkrat hvala lepa, vesele božične praznike in verjamem, da bomo uspeli skupaj z SMS-i na Toti 5 in Toti 10 na 1919 zbrati še več sredstev, da bo šlo še več otrok, ki sicer ne bi doživeli božičnih počitnic z vami na Pohorje. Hvala za povabilo in tudi za podporo. Z veseljem. Naš poklon.